Torej, moj spomin, kar se hribov tiče, seže do mojega 7. leta starosti, ko sem šel z očetom, pa z enim prijateljem, pa verjetno je bil še kdo, no, od doma v Kamniku na Kamniški vrh in nazaj peš, ne. Alpinizem je zame navdušujoč, predvsem zato, ker je vedno drugače, vedno nekaj novega, ne, in ta radovednost, ki me je nekako v to pregnala, ne, se mi zdi, da je praktično nikoli potešena, ne, tako vedno se najde še kakšna zanimivost, ki jo hočeš spoznati ali pa kaj videti, ne, za vsakim vrhom je še nekaj, en rob, nekaj je pa še en hrib, ki brat malo pokukal zadaj, kako je pa tam, ne, pa kakšne ljudi še spoznal, tako da zaenkrat še ne vidim, da bi se naveličal, no. Vrhunec mojega alpinizma upam, da še pride, ne, zdaj, če bi se že zgodil, pa bi mogoče me že minil početi alpinizem, ne, tako da težko rečem, to je kaj ena piramida, ne, se ves čas zida, ne, in je ves čas imaš malo občutek, da si pa zdaj že skoraj vse probal, ne. Pa v resnici pol čez par let pa vidiš, da še ne, da se skozi dogaja, tako da jaz bi težko se za preteklost opredelil za kakršnokoli stvar kot vrhunec. No, eno tako staro reklo je, da je lepota v očeh opazovalca, in mislim, da v hribih to zelo pride do izraza, ne. Lepo je tisto, kar lepega s sabo prineseš največkrat, ne. Jaz, ko sem bil mlajši, bila zame lepota to, da sem šel težko plezat, ne. Zdaj, ko sem starejši, pač tudi lahko rečem, mater, je lepo, ne. Pa vidim kakšnega mlajšega, ki me malo postran gleda, ne. Ke da sem majčkeno prsmojan, ne. Tako da lahko rečem, da je lepota tudi verjetno malo s starostjo povezana, ne. Se seveda generacijsko prenaša, ampak starejši, ki si ene stvari bolj gledaš skozi tisto, kar si doživel, ne. Tako da v tem smislu je lepota sigurno v očeh pa izkušnjah opazovalca, ne. In jaz motive zdaj zbiram pač na ta način. Tisto, kar me takrat navdušuje, ali pa celo tisto, kar sem prišel gledat, ne, tako. Na neki način je fajn, da doživim tisto, kar sem pričakoval, ali pa glih obratno, da tisto, kar sploh nisem, ne. Torej, te dve stvari. Fotografija zame je ena vrste strast. Seveda, če jo zdaj spravim na nivo osebnega odnosa do tega, kar počnem. In seveda zdaj, če se tako pogovarjamo, potem je jasno, da sem pripravljen za dobro fotografijo vse narediti, ne, kar je pač treba. In zdaj značilnosti hribovske fotografije so pa te, da je zelo težko uravnotežiti neko dogajanje v hribih, torej doživljanje hribov na en pristen način, pa potem fotografiranje tega. To je fotografija takrat, ko je doživljanje najbolj intenziven, je seveda ena motnja oziroma neke vrste prekinitev tistega, ne. Tako da je največji izziv ravno to, da fotografijo pač narediš čim bolj spontano in nemoteče za dogajanje samo. Da je fotografija pač del dogajanja, ne da bi zdaj s fotografijo vse spremenil. Hribi. Hribi so najboljši takrat, ko so ljudje v njih. Torej, ko grem v hribe, lahko grem tudi sam, ni nujno, da sem sam s sabo, ampak sem največkrat še s kom drugim, predvsem s tistim, ko pomislim nanj. In se mi zdi, da so zdaj zame hribi najbolj zanimivi na tak način skozi ljudi.